Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o odgovornosti. To je zanimiva zadeva, veste? Ja, zato ker sem imela težko otroštvo, imam zdaj težave. Zato ker me je nekdo kritiziral, imam zdaj težave. In potem človek sam sebi da opravičilo in reče, nič se ne da narediti, tako pač je. A pa zadnjič, ko sem z eno gospo govorila, je rekla, ja, pol se pa sklicuješ na prejšnja življenja in na koncu se opravičuješ, zakaj ne moreš nič narediti v življenju. Ja, vsak izmed nas dobi svojo porcijo, tisto, kar lahko poje. Veste, včasih so rekli ljudje, če Bog da življenje, da tudi žlico. In da toliko veliko žlico, kolikor imaš velika usta, da lahko to prebaviš, prežvečiš. Nikdar ne da večjo porcijo, kot jo lahko predelaš. In to, kar imamo mi za predelati, veste, ni, da je Bog tisti, ki kaznuje, tudi nekje piše, v Svetem pismu, da Bog je tisti, ki pravično kaznuje, ali nekaj takega, ki strogo kaznuje, nekaj od kazni. V glavnem, neka bedarija. Jaz verjamem v to, moj Bog je tisti, ki je ljubezen. In ta neskončna ljubezen mi daje priložnost, da zrastem. Ta neskončna ljubezen mi daje možnost, da se izboljšujem. Ampak izboljšujem se dejansko na tej zemlji lahko samo potom odnosov. Ne? Zato, ker tisti, ki se rodi, včasih so rekli, zlato žlico, ne? Temu pa nič ni treba, ima zlato žlico. No ja, mnogi izmed nas, tudi tisti, ki imajo zlato žlico, imajo sigurno svojo porcijo, ki jo imajo za predelati v življenju. In to so odnosi. Odnosi, občutki, čustva. To je pa zdaj poglavje, kjer dnevno poslušam zgodbe, slišim zgodbe, kako življenje vsakega na svoj način šola. Mnogi živijo življenje, kjer je eno videti na zunaj, ampak v resnici je čist nekaj drugega. In je še vedno močno prisoten strah pred tem, kaj bojo pa rekli ljudje. Strah pred tem, da me nekdo obsodi. Strah pred tem, da nekdo reče, da nisem sposobna in tako naprej. Zdaj, če gledamo naprej, odgovornost. Odgovornost za svoje spremembe, za svoje korake. Ljudje nam kažejo pač sistem ogledal, kje imamo mi nekaj za narediti. Ne vem, če občutimo ob določenem odnosu, nevoščljivost, je to tista točka v našem življenju, kjer moramo pač sami za narediti korak, da opustimo pravičnost, to škodoželjnost ali pa v bistvu neprivoščljivost, in da privoščimo drugemu vse tisto, kar sami sebi privoščimo. Tako da ja, ti odnosi so taka zanimiva zadeva. Veste, bom šla na pozitivna sporočila, bom bolj enostavno povedala ta video. Poglejte, odgovornost je tista, ki me poveže z višjo zavestjo. Ošotove karte imam tukaj. Zavest, višja zavest. Ko zmorem prevzeti odgovornost za vse moje odnose, takrat se vse spremeni. Zdaj pa za vse moje odnose. A sem jaz lahko odgovorna za svojega partnerja? Ne. Nekoč mi je ena gospa rekla, moj mož se je napil in je ležal sredi dnevne sobe in jaz sem občutila sram pred otroki. Njo je bilo sram pred otroki, ker se je mož napil. Njihov oče je bil pijan in ona je občutila sram. Dejstvo je, da ona je odgovorna zgolj za sebe pa za svoje otroke. Za dejanja njenega moža, kljub temu, da je imel težko otroštvo, ona ni odgovorna. Ona je odgovorna za sebe. Zdaj pa občutek sramu, ki ga ima ona za počistiti, je pa druga stvar.
strah pred resnico. Resnica se lahko zve, prav ta alkoholizem zve in nekdo bo rekel, ne vem, nekdo jih bo obsodil. A veste, vse te zadeve nas preprečujejo, te programi vplivajo na prvo in drugo čakro, ki so povezane s tem, kako sebe doživljam. In dejstvo je, da ne morem razvijati višje zavesti, če ne počistim temeljev. Ne gre v življenju na ta način. Zato je to pomembno, da dovolimo, da pogledamo resnici v oči. Tišina, zanimivo, kakšne karte danes prihajajo ven. Tišina, pa polna luna. Polna luna in prazna luna mečata ven ljudem najbolj globoke potlačene zadeve. No in prav, če pogledamo recimo neke odvisnosti, recimo tudi pri demenci, pri ljudeh, lahko grejo stvari v valovih. Vse lune jim pomečejo ven. Jaz sem imela soseda nekoč, ki je ob vseh lunah pil. In takrat med lunami je bil čisto normalen, trezen človek, ampak ko je bila luna, njega je odnesla. In očitno mu je prinesla nekaj, kar je mogel utopiti potem v alkoholu, nekaj, kar se mu je dogajalo ali v zgodnjem otroštvu ali v preteklem življenju. Ampak takrat je nekaj pometal ven. No, v glavnem, zdaj, če gledamo luna, ki raste, do polne lune je v bistvu tako kot nosečnost, ki raste. In potem se sprosti energija in potem upada do prazne lune. In tako imamo cikle teh lun, ki vse meče, tudi ženska menstruacija je pogosto povezana s temi luninimi menami, dejansko je povezana s tem, da se zavedamo tega, da vse je v ciklih z namenom, da gremo tako v teh ciklih, da gremo navzgor, da ozavestimo, kaj imam za predelati. In ozavestimo zavedanje. Zavedanje, da slečemo tisto staro, plašč, teme, tistega, kar ne potrebujemo več. Ker noter, vsem smo tista svetloba, ki sveti, ki enostavno želi ven. Ampak kako naj pride ven, če imamo na sebi tak balast? Balast vsega tistega, kar ne potrebujemo. In zdaj naslednja stvar v življenju pač treba imeti pogum. Ali pa po domač povedan, treba imeti jajca za kakšen korak naprej. In ta pogum, poglejte, da si upaš narediti korake tam, kjer mogoče zgleda samo kamenje. Kamenje, ker enostavno, verjemite, stvarstvo ima zmožnost, da tudi tam požene življenje, kjer je videti puščava, kjer ni možno, da bi bil življenje. Zato zaupajte, stvarstvo nam pomaga pri korakih. Ampak dokler mi ne naredimo ta prvega koraka, toliko časa ne more nihče delati korakov namesto nas. In ja, jaz sem prepričana v to, da vse ti naši odnosi, ta cela zmešnjava odnosov, vse je povezano s preteklimi življenji. Z namenom, da prečistimo nekaj, kar je globoko v naši podzavesti, zaradi tega, da naredimo korake. Če mogoče imate občutek, da vaš partner je tako kot majhen otrok, mogoče ste v enem življenju, je bil vaš otrok, ste ga dojili, ste ga izgubili, niste mogli poskrbeti za njega in zdaj v tem življenju je čas, da ga spustite. In dovolite, da odraste, da naredi korake, da gre naprej. Mogoče celo, da ga izgubite. Veste, vsaka mama na en način izgubi otroka že takoj, ko ga rodi, ni več del nje. Ko odraste, mu dovoli, da gre svojo pot, da začne hoditi po svoji poti. No, in dejstvo je, s tem, ko pa dovolimo, da drugi odrastejo, poglejte, tudi sebi dovolimo, da gremo naprej, da zažarimo. Zanimivo je tukaj pri tej karti, glejte, tukaj od spodaj je človek, ki zraste v novo vizijo. To smo mi, to je ta naša pot, ko staro odpade in mi gremo naprej. In to je zemeljsko potovanje. Normalno je, ne se oklepati tega, kar ste prerasli. Če veste, da ste mogoče vaš odnos prerasli, vašo službo prerasli, da se počutite tako kot v premajhnem lončku, glejte, vi ste prerasli. Vsi vemo za rože, če jih ne presadimo, ko je čas, začnejo umirati. Ravno tako je z nami. Ko mi prerastemo nek odnos, neko službo,
pač je čas, da gremo naprej. Ja, kaj pa, če ne bom mogla rasti v novem lončku? Kaj pa, če to? Strah je pa tista zadeva, ki jo imamo vsi za počistiti. Ja, normalno je, da nas je strah, normalno. Ampak druga stvar, strah je tisti, ki nas najbolj zadržuje. To je virus. To je virus. To je v bistvu korona. A ni korona le kam udar na prsa, na strah center ali svoje moči ali pa strahu. Tudi tukaj te stisne, ne moreš. Panični napadi. Kaj mislite, da je to? Strah. Kaj mislite, da je depresija? Beg pred resnico, se pravi spet strah. Kaj mislite, da je demenca? Demenca je še večji strah in je treba vse počistiti stran, zmetati strah in ne se ukvarjati z resnico. In je bolj varen, da potlačite vse. Nekoč mi je ena gospa rekla, da njena mama, ki je bila tako močno dementna, da se nobene stvari ni spomnila, ni se znala sama hraniti in ta njena mama je bila partizanska kurba. In o tem se ni govorilo. In že potem, ko ni več mogla sama jesti, jo je enkrat vprašala, mama, kaj je bilo med vojno? Mama je rekla tako, o tem se pa ne govori. Glejte, je bolj varno imeti demenco, kot se ukvarjati z resnico. Bolj varno imeti avtoimuna obolenja, kot se ukvarjati z resnico. In da je težko. Glejte, mene je pošteno šolalo življenje in zato sem kvalificirana, da lahko o tem govorim. Vem, kaj je izgubiti varnost. Vem, kaj je narediti korake v neznano. In tudi vem, da takrat, ko si upaš narediti korake v neznano, te življenje podpre. Ko imaš tako močno vero, da te vsa svetla bitja podpirajo, takrat se zgodijo čudeži. Jaz res verjamem v to. In zato vam to govorim, zato ker verjamem, da imate tudi vi to vero. In, glejte, vedno pogumu sledi uspeh. Vedno. Res verjamem v to, zato zaupajte v življenje, zaupajte, da vas podpirajo vsa svetla bitja. Gremo še na podporo, prehod v novo dobo. Da vidim. Ena karta. Zaupaj Božji hitrosti. Se ureja v najvišje dobro vseh. Zaupajte Božji hitrosti. Vedno, ko se boste vi odločili, bojo zadaj del vas skriti dejavniki. Stvarstvo pozna pravo hitrost in pravi čas. Vse, kar mora priti v moje življenje, prihaja lahkotno in brez napora. Se deluje v mojo korist. Vse se ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. Ničesar ne morem izsiliti. Vse je tako, kot mora biti. Stvarstvo pozna prave odgovore. Dovoljujem, da pride v moje življenje to, kar mi je namenjeno. Umirjena sem. Moja nestrpnost samo zavira proces. In naj dodam še kot piko na i, proces, ki se odvija, ki vas čaka, je pogojen z vašo odgovornostjo in z vašimi koraki. Ko se vi odločite, takrat vam ploska vse stvarstvo in takrat se odprejo nevidna vrata. In lahko boste dobili veliko več, kot si sploh znate zamisliti. Jaz sem sigurno primer tega, da stvarstvo navrže vsega dobrega in sem neizmerno hvaležna za vse dobro, kar se mi dogaja v življenju. Res pa je, da je bil prvi korak na meni, ne na angelih, ne na stvarstvu, ne na vodnikih, ampak na meni. Zato zaupajte, boste videli vse, kar potrebujete, bo prišlo v vaše življenje. Zaupajte, imejte vero.